Ja, takole, drage gledalke in gledalci, zdaj pa so na sporedu glasbene minute. V studiu pozdravljam vseh 5 članov vokalne zasedbe Sonos. Dobro jutro želim, fantje. Dobro jutro. Vašo spletno stran sem obiskal in zasledil en stavek, kjer pravite, da se štejete med najboljše a cappella slovenske zasedbe. Kakšen odziv je bil na ta stavek? Me zanima. Jaz upam, da se ljudje večini s tem strinjamo, pa to nismo zdaj kar v 3 dni zapisali, ker dejansko tudi so tekmovanja v Sloveniji in tam smo se dokazali. Tako da jaz menim, da smo tu nekje med najboljšimi. Ja. Ampak vseeno, Slovenci ravno ne sprejmemo najboljše tistega, ki pa pravi zase, da je dober. Ne? Ja, v bistvu mi smo prej naredili malo raziskava, kar se tega tiče. Ja. Tako da smo potem z nekaterimi dejstvi in nagradami, ki smo jih dobili do sedaj na teh tekmovanjih, ki se v Sloveniji odvijajo, lahko nekako potrdili, da pa spadamo v ta krog. Obstaja kakšna prav uradna šola v Sloveniji za a cappella petje? Ali se je potrebno izobraževati na kakšnih drugih koncih, si poiskati mentorje? Zdaj, mi dejansko imamo srečo, da poznamo enega odličnega mentora, Sama Ivačiča, tako da z njim sodelujemo in mislim, da on nekako tole področje kar zelo, zelo dobro obvlada. So pa tudi razne delavnice in take zadeve, ampak mi predvsem z Ivačičem sodelujemo. Se je potrebno pri a cappella petju vedno znova izobraževati? Morate slediti trendu, kam gre? Ja, zagotovo. Tu nisi nikoli dosegel nekega vrhunca, da bi rekel, zdaj pa vse znam, vse zmorem. Stalno je treba tudi trende slediti, tako si že omenil, in pa se nekako probati vedno v boljši luči prikazati. Kam grejo približno trendi pri a cappella petju? Zdaj se pravi, gre od tega, da je potrebno narediti pesmi čim bolj zanimive. Se pravi, moče na začetku je bilo recimo samo petje, samo kombinacija petja, zdaj gre tudi v to, da se gre tudi s kakšno koreografijo v neko pesem, da se pač, naš cilj je, da se ljudje med našim nastopom zabavajo. Ne samo, da sedijo in poslušajo, pa da tudi ploskajo, da se smejijo. Da poslušajo besedilo, na primer besedila so tudi pomembna. Prepevate ljudske, dalmatinske ter pop skladbe. To je širok spekter. Zakaj se morda niste specializirali samo za ljudske ali pa ne vem, samo za pop, glede na to, da ste mladi? Da bi začeli s popom, po mojem, bi bilo to iluzorno. Mi smo pač dejansko začeli tako vsaka neka večglasna sestava z ljudskimi pesmimi in smo tu videli, da nam to nekako kar dobro gre in smo začeli zadeve nadgrajevati in tako smo postopoma do tega prišli. Kje se pa najbolj najdete? Kar v tej zadnji, po mojem, ne? Ja, definitivno. Zdaj pač mi smo začeli res z ljudskimi, kot je že Roji povedal, ampak na koncu smo nekje po parih letih prišli do tega vokalnega pop jazza in to so pesmi, ki nam najbolj ležijo in so nam najbolj pri srcu, tako da jih z veseljem prepevamo. In nekaj takega bomo tudi slišali v naslednjih minutah. Vokalna zasedba Sonos nam bo zapela skladbo Super žena. Izvolite. Ta smišek zjutraj na obrazu mi pomaga, kariera te čaka, daj zbudi se draga. Hlače sem zlikal, svežo bluzo ti pripravil, zajtrk, kavo in še časopis sem na mizo ti postavil. Ker danes sončno je, boš vzela Lamborghini, zvečer na te ne čakam, ker greš še na Martini. So delavci, kakšen kozarček spit, naj ne pozabim, rož zalit, naj ne skrbite, draga, pogledam res veselo, rože in okna, takoj bom šel na delo, pazi se in misli kaj na mi, a nič ne slišiš, ker že voziš se. Vse finte ti poznaš, ko super žene vse, tvoje področje from consulting, multimanagement je, main assistant, chief controlling, specialistka si, res ne vem, kaj to pomeni, vendar službi glavna si. Dobro veš, da name se zanesti sme, se v našem gospodinstvu podpiram se v ogled. Okna so umita in rože so res krasne, tapete sem zamenjal, ker bile so dolgočasne. Sesalec pa mi nudi vse, kar si želim, sa čistem stanovanju mnogo lažje držim. Napolnil sem hladilnik, rjuhe preoblikev od dolgega časa, še cucka sem oblekel, zdaj čakam na te, ker pogrešam te zelo, saj bi te poklical, a motilo te bo. Vse finte ti poznaš, kot super žene vse, tvoje področje from consulting, multimanagement je, main assistant, chief controlling, specialistka si,
Res ne vem, kaj to pomeni, vendar v službi glavna si. Dobro veš, da name se zanesti sme, saj v našem gospodinstvu potiram vse v ogled. Včasih se počutim utrujen kot hudič, psihiater pa mi pravi, da to ni nič. Omislim naj si hobi, da mi lažje bo, a štrikanje in kvačkanje je res težko. Ker tajnik tvoje mlatja ljubosumen sem, med vama nič ni, a kako naj to vem? Postavo izklesano pravi kip se mi zdi, in moški ste vsi isti in prav to me skrbi, saj super žena si in kazen grdo se zdi. Maščevanje za čas, ko moški glavni smo bili, a če pride do ločitve ti prav dobro veš. Hiša mi ostane, hiša mi ostane, hiša mi ostane in ti lahko greš. Zasedba Sonos in super žena. Zanimiv dan je bil včeraj. Ja, zelo zanimiv. 8. marec, dan žena, ste ga zapeli? Zapeli? Zapeli. Zapeli. Ste ga zapeli? Ne. Ne. Zapeli. Imeli smo en nastop v Dupleku je bil, ne? Kako so ga dekleta, žene sprejele? Ja, zelo dobro, smo bili presenečeni, kajti smo prvič nastopali na tem koncu in je res se prijetno vzdušje ustvarilo med samim nastopom, tako da smo bili zelo zadovoljni. 8. marec, lepo skladbo ste jim poklonili. Kaj pa za 40 mučenikov? Me prav zanima, koliko deklet in žensk, žena ve, da je jutri v bistvu naš praznik? Zdaj, jaz mislim, da vedno več jih bo to vedlo, ker mi smo zdaj se pač tega lotili, da bomo malo to tudi praznovali, ne? Kajti nekje sem zadnjič zasledil, da ženske niso enakopravne, ker morajo praznovati dan žena. Zdaj pa mi bomo nekako to enakopravnost postavili na tak način, da pripravimo en koncert 40 mučenikov v Oplotnici to nedeljo z gostjo Nuško Drašček. Krasno, in tja so vabljene vse žene. Vse žene, da povabijo svoje partnere, da jih recimo peljajo nekam na luštno, ne? Koliko nastopov imate na leto približno? Tam nekje od 40 do 50 nastopov letno. Je to veliko, je to malo? Jaz bi rekel, da je dovolj, no. Se mi zdi toliko, da uživaš v zadevi še, da ni to pol iz dneva v dan, vsak dan, tak, ampak je pa skoraj vsak teden, vsake 14 dni se najde nekaj. Koliko od teh koncertov je pro bono? Lahko rečemo, da je kar nekje polovica. Pa je to zaradi tega, ker se ustrašijo cene, pa ne želijo plačati? Ali vi želite nastopati za ston? Ne, se v bistvu pač mi, če tudi že obstajamo 6 let, smo še vedno nekje na nekem začetku poti, ne, tako da se tudi sami želimo predstaviti čim širši množici in če se nam zgodi recimo, da nas nekje pokličejo z nekega malo bolj oddaljenega kraja, od koder smo mi, z veseljem gremo tudi, da se pač pokažemo prvič. Superce. Čez nekaj mesecev bo izšel tudi vaš CD, prva plošča, nekaj avtorskih skladb bo gor, tako da bo na prodaj, vsi si ga lahko kupijo in uživajo ob a cappella glasbi zasedbe Sonos. Tako, drži. Hvala za petje in obisko studia ter pogovor. Hvala vam.